Pogovori. Jezikovni pogovori. Izogibanje stereotipnemu in diskriminatornemu naslavljanju žensk ni vedno enostavno in terja premislek. Zgodovinski razvoj jezika ni vedno kompatibilen z uvajanjem novih jezikovnih sredstev, kar pa še ne pomeni, da je jezik nedotakljiv in da se ne sme spreminjati. Gost oddaje je akademik profesor dr. Marko Snoj, ki je na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti pripravil javno predavanje z naslovom Slovnični spol od spočetja do rojstva in danes. Pozdravljeni, gospod akademik. Dober dan. Akademik Snoj, jezik uporabljamo spontano, ne zavedamo se njegovega zgodovinskega razvoja in hitro se nam lahko zgodi, da nekdo našo rabo jezika dojema kot diskriminatorno in žaljivo. Ali se lahko zgodi tudi nasprotno, da ne želimo biti diskriminatorni, da uporabljamo takšna jezikovna sredstva, ki po naši presoji niso žaljiva, pa kljub temu naše jezikovne izbire ženske občutijo kot diskriminatorne. Ko sem poslušal vaše predavanje, na primer, je ena izmed žensk iz občinstva dejala, da doživlja rabo v smislu kovač je rekla za žaljivo, ker se ji odreka ženski slovnični spol. Vprašanje torej, ali sta lahko rabi priimka ženske osebe v oblikah tako kovač je rekla, kot kovačeva je rekla, nepravilni in žaljivi do žensk. Ubeseditev tipa Kovačeva je rekla je v slovenščini prisotna že najmanj 500 let in je bila do nedavnega sprejemljiva za vse. Šele v zadnjih desetletjih jo nekatere ženske občutijo kot neprimerno, ker naj bi izražala pripadnost nekemu kovaču. Za te ženske je ubeseditev Kovač je rekla primernejša. Čeprav ali pa morda ravno zato, ker se je ta raba k nam razširila iz angleščine. Za marsikatero Slovenko pa je ubeseditev Kovač je rekla žaljiva. Čutijo namreč, da jim sogovorec s tem odreka slovnični spol, kot je povedala že diskutantka na samem predavanju. Z ženskim spolom se pa seveda ženske identificirajo povsem po pravici. Odgovor na vprašanje je torej kakor za koga. Ena raba je žaljiva za en del žensk, druga za drugega. Vemo pa, da je mlada raba tipa Kovač je rekla v nasprotju s slovnico slovenskega jezika, ne samo knjižnega, ampak slovnico slovenskega jezika sploh, da je za ne tako majhen del žensk žaljiva, zato je v nevtralnem in spoštljivem javnem diskurzu ne bi kazalo uporabljati, kaj šele priporočati. Povzamem takole. Če se v javnem diskurzu odsvetuje raba tipa Kovačeva je rekla, ker je zaradi domnevne patriarhalne tendence žaljiva za en del ženske populacije, bi morali odsvetovati tudi rabo tipa Kovač je rekla, ki je žaljiva za drugega, saj implicira odrekanje spola. V resnici je ta reč nekoliko ideološka, ampak ravno obratno, kot bi si človek mislil. Tip Kovačeva namreč ne izraža pripadnosti nekemu moškemu s priimkom Kovač, temveč pripadnost rodbini Kovač. Tu ni nobene patriarhalnosti, tako kot ni nobene matriarhalnosti v tem, da nekdo pripada rodbini Muha. Nasprotno pa tip Kovač je rekla odseva podrejenost slovenske slovnice angleškim vzorcem do te mere, da krši celo svoja lastna pravila. Vendarle pa je vedno več žensk, ki menijo, da je oblika Kovačeva je rekla žaljiva in da ne izraža pripadnosti rodbini, tako pač občutijo. No, sodelavka je z mano podelila tudi drugačno izkušnjo, kot sem jo prej navedel. Rekla je, da ne doživlja rabe svojega priimka v obliki Kovač je rekla za žaljivo, ker je takšna oblika priimka del njene identitete. Pač piše se Kovač, na primer, ne? Se pa zdrzne, ker ni vajena takšne rabe. Ob tem je poudarila, da jezik ni nedotakljiv in da se spreminja. Vaša sodelavka ima zelo dober čut za jezik. Zdrzne se zato, ker čuti, da se beseda kovač, ki je moškega slovničnega spola, ne ujema z deležniško obliko rekla, ki je tipično ženska.
To pa v resnici ni mogoče. V slovnici, pravzaprav ne samo v resnici, ampak dejansko v slovnici ni mogoče. Govorimo seveda o slovničnem spolu, ki ne ustreza nujno naravnemu. Na sodišču je priča lahko tudi moški, čeprav je beseda priča ženskega slovničnega spola. In s tem nima nihče težav. Če torej jaz pričam na sodišču, bo v zapisniku pisalo, priča Marko Snoj je izpovedala in tako naprej. Ubeseditev tipa Kovač je rekla je torej slovnično nevzdržna, tako kot bi bila nevzdržna ubeseditev direktor je rekla. A medtem, ko imamo za nosilko direktorske funkcije izraz direktorica, smo ženske priimke Kovačica, Potokarica in podobno po neumnem zapravili. Jezik se seveda neprestano spreminja, a sprememba enega slovničnega pravila vedno vpliva na druge, ki se spremembi prilagodijo. Ubeseditev Kovač je rekla, pa ne zadošča zahtevi po nizu slovničnih prilagoditev, temveč uzakonja samo eno, ki še ni dozorela. Ja, prav zanimivo je to, kar ste navedli, da smo v preteklosti že imeli razširjeno rabo nesvojilnih oblik ženskih priimkov, kot so Potokarca, Železnikarca. Kako razširjena je bila ta raba in zakaj so jo v poznejših stoletjih preganjali in skoraj izkoreninili? Torej, taka raba je bila do jožefinskih reform, ki so vstopile v veljavo leta 1780, popolnoma običajna. Od tedaj dalje pa se morajo vsi člani družine uradno pisati enako in sicer navadno tako, kot se piše hišni gospodar in ne gospodinja. Zakaj so takrat naši veljaki popustili dunajskim oblastem in po nemškem vzoru našim ženskam vzeli njihove priimke ter jim vsilili moške, ne vemo. Niso se zavzeli za ženske ali pa so bili sami preveč patriarhalno usmerjeni. Dejstvo je, da se je ženske priimke posrečilo ubraniti Slovakinjam, Čehinjam, Poljakinjam in Ukrajinkam, ki so bile takrat državljanke istega svetega rimskega cesarstva kot Slovenke. One zato nimajo teh težav, imajo pa seveda druge. Če se na primer v slovaščini mož piše Kovač, se njegova žena in njune hčerke pišejo Kovačova. Če se Ukrajinec piše Zelenski, se njegova žena in hčere pišejo Zelenska. Imena tipa Kovačica, Potokarica, Železnikarca so se pri nas ohranila kot neformalna imena ob moških Kovač, Potokar, Železnikar. Tako izražanje ni značilno samo za vaško okolje v okviru hišnih imen, temveč tudi za mestno govorico, kjer so vedno tvorjeni iz priimkov. Spomnimo se na šolske dni. Od osnovne šole do univerze smo svoje učiteljice in profesorice v njihovi odsotnosti imenovali na primer Uranca, ker se je pisala Uran, ali Pogorela, ker se je pisala Pogorelec. Enako smo govorili tudi o sošolkah in sicer ne glede na to, ali je bil njihov priimek izvorno slovenski ali ne. Blažička, Mikička, Softička, Šlichthuberca. To rabo je šolski sistem več kot 200 let preganjal, zato je danes odrinjena na jezikovno obrobje neformalnega izražanja. Marsikatera ženska jo občuti kot nezadostno spoštljivo, čeprav so tvorjenke tipa Potokarica narejene z isto pripono kot obvezni feminativi tipa direktorica. Akademik Snoj, v svojih predavanjih poudarjate, da je velik del razvoja jezika kot matematika. Besede se lahko dobesedno računajo. Kaj napovedujete vi glede na vaše izračune, da se bo zgodilo z odsvetovano rabo svojilne oblike priimka ženske osebe, primera Kovačeva je rekla, in priporočeno rabo primera Kovač je rekla? Verjetno je računanje besed zelo zapleteno, zato se nismo tega učili v šoli, ne? Ne, to je seveda višje jezikoslovje, ki se ga celo na univerzi uči samo na redkih jezikoslovnih oddelkih. Tukaj je stvar toliko bolj zapletena, ker ne gre za računanje besed, te se lažje računajo. Tukaj gre za računanje s slovničnimi kategorijami in slogovnimi sredstvi, kar je seveda mnogo bolj zahtevno. Sploh pa ponavadi v jezikoslovju računamo, kako je do nečesa prišlo potem, ko imamo rezultat že znan. Medtem ko prerokovanje o tem, katera oblika se bo obdržala, kar je odvisno od tega, ali bo slovenščina tudi v nadaljevanju bolj sledila angleški slovnici kot svoji, je pa seveda veliko bolj zapleteno.
V slovenščini namreč lahko rečemo, gospa Kovač je obiskala gospo Ribič, ali pa rečemo, gospo Ribič je obiskala gospa Kovač. Z obema ubeseditvama smo povedali isto dejstvo, vendar z različnima poudarkoma. V angleščini to ni mogoče. Če rečemo Mrs. Smith visited Mrs. Fisher, smo povedali, da je gospa Kovač obiskala gospo Ribič, če pa vrstni red obrnemo in rečemo Mrs. Fisher visited Mrs. Smith, smo povedali nekaj drugega, da je namreč gospa Ribič obiskala gospo Kovač. Dokler stoji pred priimkom izraz gospa, profesorica, lastno ime Marija in podobno, je v slovenščini še vse razumljivo. Ko priimek osamimo in rečemo Kovač je obiskala Ribič, v slovenščini ne vemo, kdo je obiskal koga. Medtem pa je angleška ubeseditev Smith visited Fisher še vedno jasna, ker ima angleščina pač stalno stavo stavčnih členov. Oseba, ki je pred povedkom, predmet pa za njim. Če bo torej slovenščina uvedla stalno stavo stavčnih členov, to bi bil drugi poseg v slovnico in ne bo več primerno reči, gospo Ribič je obiskala gospa Kovač, potem ima ubeseditev Kovač je rekla več možnosti, sicer manj. In takih neznank je še nekaj, enačba pa samo ena, zato prihodnosti ni mogoče zanesljivo izračunati. Kar zadeva pa ubeseditev Kovačeva je rekla, ki je zdaj zelo odsvetovana, ne vem. Težava je pravzaprav enaka, preveč je neznank in premalo konstant. Trenutno tej ubeseditvi kaže bolj slabo, bom rekel, čeprav je v pogovorni rabi zelo, zelo razširjena in tudi mnoge ženske nimajo nobenih težav s tem, ker razumejo, da ne gre za svojino. Vedeti moramo še nekaj, namreč, da imajo slovnične spremembe neprimerno večji vpliv na jezik in kulturo sploh kot prevzem ali pozaba kake besede. Če v omenjenem pogledu sprejmemo pravilo iz angleške slovnice in odpravimo svojega, nam postanejo vsi dosedanji pisatelji težko ali sploh nerazumljivi, zlasti Cankar, ki se je rad poigraval s slogovno zaznamovanim besednim redom. Ampak ubeseditev Kovač je rekla, ima možnost, da tudi preide v širšo rabo oziroma da jo notranje občutimo kot sprejemljivo zaradi vpliva angleščine, ne? Prav gotovo. Zdaj, če bo angleščina imela še dolgo tak vpliv, se to zna zgoditi. Če pa ga ne bo imela, pa ne. Lahko se trend obrne čez noč. Nikoli ne vemo, kaj nam bo prihodnost pokazala. Kajti jezik pravzaprav vedno znova in znova poraja spremembe in poraja precedenčne primere, ki pa se uveljavijo le, če je novi način izražanja bolj funkcionalen od starega ali pa če je bolj prestižen. Ubeseditev tipa Kovač je rekla v slovenščini ni bolj funkcionalen, saj zaradi takih formulacij lahko trpi celo obvestilnost. Če rečem Kovač je obiskala Ribič in ne Ribič Kovač, nisem nedvoumno povedal niti tega, da je gospa Kovač obiskala gospo Ribič, ker bi tudi gospo Kovač lahko obiskala gospa Ribič, nadaljevanje povedi pa je še manj jasno. Lahko sem poudaril, da gospa Ribič ni obiskala gospe Kovač, lahko pa sem povedal, da ni obiskala gospe, ki ima dvojni priimek Ribič Kovač. Se pa ta način govora morda zdi komu bolj prestižen že zato, ker je izvorno angleški, angleščina pa je imperialni jezik zahodne civilizacije današnjega dne. In marsikomu se zdi modern, saj v priimku izenači moški in ženski spol, enakost spolov pa je danes moderna reč. Zgodovinsko in v resnici je sicer ravno obratno. Ta način izražanja je mačističen, je naslednik miselnosti, da ženska ne potrebuje svojega priimka, ker ji mora zadoščati moški, očetov ali možev. Ubeseditev tipa Kovač je rekla uporabljajo tudi mnogi novinarji na RTV Slovenija, ki sledijo smernicam za spolno vključujočo rabo jezika. Smernica je v neposrednem nasprotju s slovensko slovnico, slovenskim knjižno-jezikovnim standardom, veljavnimi pravopisnimi pravili in večinsko rabo, a vse to se snovalcem smernic, ne novinarjem, ne zdi pomembno. Skratka, ta reč se lahko seveda uveljavi, ampak bo morala narediti še nekaj sprememb v slovnici, ki pa v slovenščini še niso narejene. Kako se bo pa tega novi pravopis lotil, si upate napovedati? Tega si seveda ne upam, kaj se bo iz tega izcimilo, bomo še videli.
Glejte, če nadaljujem s smernicami. Izraz smernice nam je bolj poznan, bolj kot iz jezikoslovja ali česa takšnega, poznan iz sveta mode. Tam govorimo o modnih smernicah. Modna smernica se lahko uveljavi ali pa ne, kar je odvisno od zares mnogih dejavnikov. Po letu 1920 so na primer ženske, ki so dotlej nosile le krila, začele nositi hlače, najprej za na plažo, pa za jahanje in druge športne dejavnosti. Nošenje hlač pri ženskah so popularizirale vplivne ženske, kot je bila Coco Chanel, Katharine Hepburn, Marlene Dietrich. In ker so hlače navadno bolj praktične od krila, sploh za športne dejavnosti, in ker se tudi ženskemu telesu lepo podajo, je ta moda v veljavi že 100 let in prav nič narobe ni, če hlače nosijo danes celo ženske na najvišjih funkcijah, kot je pri nas recimo pogosto predsednica države. Ni pa se uveljavilo, da bi tudi ženske nosile kravato ali metuljčka, čeprav je kravato večkrat nosila in jo priporočala ista Coco Chanel. Tudi se nikjer v zahodnem svetu ni uveljavilo, da bi moški po škotski šegi nosili krilo, pa čeprav kilt ob posebnih priložnostih nosi celo aktualni angleški kralj. Jezik se spreminja zaradi notranjih vzgibov in zunanjih vplivov. Vpliv na slovnico od zgoraj, od take ali drugačne oblasti je redek in praviloma ga izvajajo samo totalitarni režimi. Najbolj znan primer je poseg italijanskih fašistov v italijansko obliko vikanja s tretjo osebo jednine, ki so jo hoteli nadomestiti z obliko za drugo osebo množine. Namesto ustaljenega takrat signora lei è molto bella, dobesedno gospa, ona je zelo lepa, so takrat rekli signora, voi siete molto belle, dobesedno gospa, vi ste zelo lepe. Pričemer pa so obakrat hoteli povedati, gospa, vi ste zelo lepi. Ta umetni poseg v jezik se ni obnesel, zato so ga po Mussolinijevem padcu leta 1943 opustili in se vrnili k staremu načinu vikanja. Če se vrnemo k slovenskemu jeziku. Vpliv angleške pa tudi nemške slovnice imamo v primerih tipa Angora volna, pire krompir, judo klub, hofer cena, v katerih se levo od jedra samostalniške besedne zveze nahaja nesklonljivi samostalniški prilastek, ki je domala v vseh primerih prevzeta beseda. Le v primeru Ljubljana festival je Ljubljana izvorno slovenska beseda. Besedna zveza pa v zapisani obliki izgleda, kot da bi bila angleška. A ker jo v slovenščini izgovarjamo s slovenskim naglasom Ljubljana festival in ne Ljubljana festival, ni ne tič, ne miš. Festival se je na začetku svoje poti leta 1953 dostojno in za nikogar spotikljivo imenoval Ljubljanski festival. Po več preimenovanjih so se leta 2012 odločili za Ljubljana festival. Poseg v jezik je bil umeten in je sprva ostal le pri imenu te prireditve. Drugi narodi, moram reči, niso tako klečeplazni. V Štokholmu imajo na primer Stockholms Sommerfestival s švedskim pridevnikom iz imena svojega glavnega mesta. Danes ima Ljubljana festival že posnemovalce. Zavarovalnica Triglav tako prireja Triglav tek. Tudi nekatera podjetja imajo taka imena, na primer Drava Tekstil. Če bo slovenščina ubrala to pot, pa res lahko s precejšno verjetnostjo pričakujemo, da bodo naši zanamci čez recimo 100 let prebrali kaj takega. Ljubljana župan je na Ljubljana gradu priredil sprejem za Prešeren nagrajence. Vrhunska Kovač je v svojem govoru uporabila subtilne verze od Krpan in se v imenu vseh nagrajenk in nagrajencev zahvalila državi od Slovenije, da plačuje tolikšno pazljivost sodobne umetnosti. Konec navedka iz prihodnosti. Če bo slovenščina res da pod angleškim vplivom to pot ubrala sama od sebe, Bog pomagaj, naj bo pač taka. Sama se bo znala pokrpati, saj bo vsako spremembo sistemsko umestila in tej tudi prilagodila ostale. Tako, kot se sama pokrpa, tudi narava, če se kaj spremeni. Narobe pa je, da se razvoj v to smer spodbuja z nedomišljenimi smernicami in pravopisnimi pravili, da torej načrtna in pospešena, obenem pa nepremišljena razgradnja slovenskega
slovničnega sistema in knjižno-jezikovne norme poteka vodeno in da se financira z davkoplačevalskim denarjem. Akademik Snoj, podali ste kritiko smernic spolno občutljive rabe jezika. Upam, da ne bo kdo zaznal to primerjavo, ki ste jo imeli z Mussolinijem, da ste jih ozmerjali za fašiste. To verjetno ni bil vaš namen. Nikakor ne. Jaz sem samo povedal, s tem sem hotel, pravzaprav sem stvar prignal do absurda, s tem, ko sem prikazal, da se totalitarni režimi spuščajo tudi v primer jezika. V resnici se pravzaprav vsaka oblast spušča v to, da hoče spremeniti jezik. In seveda, kolikor je oblast bolj totalitarna, bolj agresivno to počne, kot je počela Mussolinijeva. Naša oblast seveda ni totalitarna, ne? Mi živimo vendarle v demokratični družbi, ampak tudi demokracija skuša vplivati na jezik na ta način, z nekimi smernicami in meni se zdi narobe, kot če ponovim, pač to, da se z davkoplačevalskim denarjem skuša vodeno usmerjati jezik v nekaj, kar pravzaprav vodi v razgradnjo njegovega dokaj trdnega sistema. Ta sistem se seveda spreminja, ampak ta sistem se mora spreminjati bolj ali manj spontano samo od sebe, ne pa da nekdo, da močno vpliva nanj. In kot je recimo prav v tej hiši, vaši hiši RTV Slovenija, kjer beremo in poslušamo tip Kovač je rekla, pa se to pravzaprav za tako hišo resnično ne spodobi. Ampak beremo in poslušamo pa tudi druge oblike, ne, ni samo uveljavljena ta oblika. Seveda beremo. Veliko različnih vsebin pripravljamo. Absolutno. Beremo in poslušamo marsikaj, ampak ne bi to priporočilo, ne, ki je pravzaprav žaljivo za marsikatero žensko, mislim, da ga na javni RTV ne bi smeli uporabljati. Sicer pa ste, akademik Snoj, tej temi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti namenili predavanje z naslovom Slovnični spol od spočetja do rojstva in danes. Kogar zanimajo vaši argumenti in zgodovinski razvoj slovničnega spola, si vaše predavanje lahko ogleda na spletu. Sicer pa hvala za sodelovanje v oddaji. Hvala vam za povabilo. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbela Mirta Berlan. Srečno.